Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. Celjski devetošolci v novem pedagoškem programu pobliže spoznavajo rojstvo Slovenije. Župan Podčetrtka Peter Misja sprejel gospodarstvenike in podjetnike. Na prvi gimnaziji v Celju uspešno izpeljali tradicionalni Top Classic. Boštjan Kuhar pred nadaljevanjem sezone napovedal korenite kadrovske spremembe na Polzeli. Danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. V Muzeju novejše zgodovine Celje so s podporo mestne občine Celje in v sodelovanju z aktivom ravnateljev celjskih osnovnih šol zasnovali nov pedagoški program za devetošolce na temo osamosvojitvene vojne in rojstva nove države. Na ta način želijo devetošolcem omogočiti, da še bolj podrobno spoznajo ta pomemben del naše zgodovine. K sodelovanju so povabili tudi predstavnike veteranskih organizacij, ki so dogodke pred 33 leti doživeli bolj od blizu. S predstavitvijo izbranega muzejskega gradiva in pogovorom o izredno pomembnem obdobju slovenske državnosti želijo na nekoliko drugačen način pri mladih spodbuditi kritično razmišljanje o pomenu demokracije, volitev, vojne in pomembnosti lastne države. Župan občine Podčetrtek Peter Misja je pripravil sprejem za gospodarstvenike in podjetnike, ki delujejo v občini. Tradicionalno na njem predstavi načrte občine, hkrati pa prisluhni željam in idejam, ki jih imajo poslovneži. Srečanja sta se letos udeležila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin. Srečanje z gospodarstveniki in podjetniki, ki delujejo v občini Podčetrtek, je potekalo v Termah Olimia. Že tradicionalno so se ga udeležili predstavniki tako večjih kot manjših podjetij. Gospodarstveniki, podjetniki so pač tvorijo, lahko rečem, osnovni člen naše lokalne samoprave. Imamo večje podjetja, največje tu, kjer smo danes, pa tudi manjša, ki so tudi zelo pomembni. In pravzaprav vsako leto, ko se srečamo, predebatiramo stvari, ki so se zgodile in ki se bodo zgodile. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da tudi ljudje vidijo in slišijo, kaj smo naredili in kaj želimo narediti. Občina v zadnjih letih veliko stavi na razvoj kraja, obenem ključna gospodarska panoga ostaja turizem. Za Podčetrtek bi lahko rekli, da je ena tistih destinacij, ki je do zdaj naredila vse prav. Ne samo, da je razvijala turizem kot tak, kot bom rekla v tem obrtniški smeri, podjetniški smeri, ampak da so se znali tudi odlično povezati na destinaciji. Se pravi, niso razvijali samo hotelirstva, termalnega dela, kopališč in tako naprej, ampak so v svojo zgodbo uspešno vtkali tudi lokalne ponudnike in posledica tega je, da danes destinacija enotno diha in mislim, da je pa to ključ do uspeha. Taki mali turistični občini, velikokrat rečem, ne moreš imeti več ekip, ampak eno ekipo, ki brca na isti gol, če lahko rečemo po športno, in mi smo res to ustvarili. Znali smo povezati lokalno skupnost lahko rečem, z celotnim gospodarstvom. Pravzaprav smo dali ljudem, ki nekaj pomenijo v kraju, tudi besedo. Srečanja se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je predstavil nekatere rešitve, ki so jih v minulem letu izvedli, hkrati pa ponudil optimističen pogled v prihodnost. Danes smo seveda v Podčetrtku, eni najbolj uspešnih turističnih občin, ki mora biti za vzgled Slovenije. Zakaj? Ker in gospodarstvo in lokalna samouprava odlično med sabo sodeluje in rezultati v turizmu so zelo dobri, ne glede na vse krize, in verjamem, da bomo v naslednjem letu imeli fokus na dvigu produktivnosti, na dvigu dodane vrednosti, kljub vsem globalnim krizam. Mi smo na to pripravljeni. Jaz verjamem, da bomo naslednje leto, kot bi rekli, te ventile nastavili, da ne bo pihal ven in da bomo naredili eno predvidljivo okolje, ki bo gospodarstvu, podjetnikom dalo neko predvidljivo okolje, da bo lahko investirali. Nazadnje smo v zadnjem letu investirali več kot 150 milijonov v turizem in jaz verjamem, da se bodo te dobre zgodbe tudi poznale potem v delovanju.
V Podčetrtku je sicer prav zdaj na področju gospodarstva v teku projekt izgradnje centra za promocijo podjetništva. To že teče, tako da v naslednjem letu, nekje avgusta, mislimo to odpreti, približno 1500 kvadratnih metrov, kjer bomo imeli tudi tržnico, ampak tudi kar nekaj inkubatorjev. Predvsem se mi pa zdi v redu, da bomo imeli tudi dvorano, v katerem bomo lahko imeli predavanja in tudi promovirali podjetništvo. Tu bomo verjetno glavno tudi turistično na našem območju. Za naložbo je občina prejela tudi 1,6 milijona evrov na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Na Prvi gimnaziji v Celju so pripravili tradicionalno glasbeno-plesno prireditev Top Classic, ki jo pripravljajo že vse od leta 1986. Letos se je več kot 120 mladih ustvarjalcev na odru dvorane Kajuh predstavilo v več kot 20 različnih točkah. Top Classic je tradicionalna glasbena prireditev, ki na Prvi gimnaziji v Celju poteka že od leta 1986. Sprva je bila postavljena v stari telovadnici gimnazije, nato so jo pripravljali v Celjskem in Narodnem domu, zatem se je kot pravi gimnazijski spektakel preselil v dvorano Golovec. No, odkar ima Prva gimnazija novo športno dvorano, dvorano Kajuh, pa ima prireditev domicil pod lastno streho. Top Classic je absolutno največja naša glasbeno-plesna prireditev, kjer se pokažejo vsi talenti iz pop, rock in bolj zabavnih voda, pa tudi narodno zabavnih. Pokaže se, da imamo fantastične glasbenike, glasbenice, vokaliste, instrumentaliste, plesavke. Skratka, gre za eno prireditev, na katero smo res lahko zelo ponosni. Obstaja že od leta 1986, takrat je bila v stari telovadnici še kot dobesedno embrio. Danes je pa to res prireditev, ki jo lahko kadarkoli predstavimo na katerikoli oder. Da se je Top Classic sploh lahko zgodil, je zaslužna kar mala armada dijakov. Samo ustvarjalcev je bilo letos na odru okoli 120, ki so nastopili v 21 točkah, od tega v 16 glasbenih. In ponovno so potrdili vrhunsko raven. Največ jih je bilo na glasbenem področju, tako instrumentalnem kot vokalnem, najrazličnejših glasbenih žanrov. Tako smo spremljali odlične vokalne soliste, dijake šole, mnoge od njih srečujemo tudi na drugih prireditvah, pa skupinske glasbene izvedbe najrazličnejših sestavov in nenazadnje tudi plesne točke. Prireditev je ponovno navdušila tako dijake kot tudi njihove profesore in goste. Polna dvorana poslušalstva jim je navdušeno prisluhnila ter jih nagradila z aplavzom in ovacijami. Prireditev sta nagovorila ravnatelj Prve gimnazije v Celju in ravnatelj Glasbene šole Celje. Obe šoli sta namreč partnerski šoli v izvajanju srednješolskega glasbenega izobraževanja v Celju. In kako sta ocenila letošnji Top Classic? Ja, letošnja je tako kot pravzaprav vsako leto spet odlična predstavitev naših zmogljivosti, zmožnosti, talentov in jaz sem na te fante in punce strašno ponosen. Vedno vsako leto z veseljem se udeležim, pridem poslušati Top Classic. Moram reči, da je res užitek poslušati mlade kajuhovce, kako ustvarjajo na odru. Bom rekel, to je že nek začetek tudi timskega dela, sodelovanja, ki ga potem seveda potrebujejo na profesionalni poti, kjerkoli že bodo, tako da res iskrene čestitke vsem in seveda tudi vsem organizatorjem tega dogodka. Tudi koordinatorka prireditve in mentorica kulturnega društva na šoli je bila nadvse zadovoljna nad letošnjo izvedbo. Ja, jaz se počasi bližam 30. številki Top Classica, ki ga postavljam na oder z dijaki že vrsto let. Večino časa je to takole ob koncu koledarskega leta. Različni prostori, različni dijaki, različna glasba, ampak vedno uživamo vsi mentorji fotovideo krožka, plesavk, likovnikov in jaz kot mentorica tistih, ki pišemo scenarij in si zamislimo, kako bo Top Classic izgledal, uživamo ob tem, ne glede na to, katera generacija je, in če gledam današnjo, pa tiste začetne moje, jaz pri takrat še na začetku nisem bila še zraven, vidim napredek v tem, da se je čas spremenil, da se je tehnika spremenila in da
je danes to en tak res spektakel. Kaj pa dijakom pomeni ta prireditev, pa smo se pogovarjali s predsednikom dijaške skupnosti in kulturnega društva Antona Aškerca na šoli, ki je tudi nagovoril prisotne v dvorani. Zdaj, Top Classic je en vsestranski projekt, pri katerem se res povezujemo dijaki vseh smeri naše šole, pa tudi skupaj z dijaki, ki obiskujejo glasbeno šolo Celje. Gre za en izvrsten imeniten projekt, kjer se prepletajo različne vrste kulture, to je glasbeno-plesni spektakel, ki se potem zgodi vsako leto tukaj na naši prvi gimnaziji v Celju in na katerega dejansko potekajo priprave že potem kar nekaj časa tekom leta. Tukaj sodelujemo tako scenaristi, ustvarjalci koncepta, foto-video krožek, likovniki, koordinatorji, potem seveda vsi inštrumentalisti in pa vokalisti, da potem res nastane prireditev, ki je nepozabna vsako leto zapored. Top Classic je dijakom poleg prikaza lastne ustvarjalnosti tako tudi lepo slovo od starega leta in prispevek pestremu prazničnemu dogajanju v decembru. To je nekako pomeni nam nek preskok potem v novo koledarsko leto, s tem tudi obeležimo nekoliko dan samostojnosti in enotnosti, ki prihaja in pa tako v stilu zaključimo koledarsko leto na prvi gimnaziji v Celju. Glasbeno-plesni spektakel Top Classic, ki je obiskovalce očaral tudi svetlobno in video podobo, je ponovno potrdil, da predvsem glasbena ustvarjalnost na prvi gimnaziji v Celju resnično ne pozna meja. Na pobudo poklicne gasilske enote Celje so božički in junaki iz celjske pravljične dežele z darili, ki jih je pripravila mestna občina Celje, presenetili otroke na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Celje, ki praznične dneve preživljajo v bolnišnici. Gasilci so poskrbeli za lestev, po kateri so božičku na prav poseben način omogočili vstop na oddelek, kjer je s pomočjo pravljičnih junakov med otroke razdelil darila. Vsi, ki so pomagali pri izvedbi dogodka, so v izjavi za javnost zapisali, da je smisel praznikov, da osrečujemo drug drugega in se spomnimo na tiste, ki jim je težko in praznikov ne morejo preživeti doma. V največjem nakupovalnem središču v regiji City centru Celje so tudi letos uspešno izpeljali akcijo obdarovanja otrok iz rejniških družin, s katero so začeli pred 15 leti. Letos so obdarili 163 otrok iz rejniških družin. Vse želje otrok so izpolnili s pomočjo obiskovalcev City centra in ambasadorjev dobrote. To so bili letos predstavniki rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, nogometnega kluba Celje, ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje ter medijskih hiš Novi tednik in Radio Celje ter Štajerski val. V edinstveno humanitarno akcijo v Sloveniji so vključene vse enote Centra za socialno delo Celje ter vse 3 enote Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, ki pomagajo pri izbiri otrok v starosti od 5 do 10 let, ki narišajo svoje novoletne želje. Otrokom, ki niso narisali risbic, je City center v okviru dobrodelnega sklada City centrovo srce podaril darilne bone desetak. V košarkarskem klubu Hopsi se pred nadaljevanjem sezone obetajo korenite kadrovske spremembe. Tako je po zadnjem prvenstvenem porazu v Kranju, kjer so Hopsi izgubili za kar 24 točk, napovedal njihov trener Boštjan Kuhar. Polzelani so po 13 odigranih krogih z le 3 zmagami na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Predstava mojih igralcev ni bila predstava, ki je vredna vstopnice, ki so jo plačali vaši gledalci. Tako kot trenirajo samo za napad, so jo danes tudi odigrali brez obrambe, brez borbenosti, brez agresivnosti. Če ne bo prišlo do menjav ali na mojem ali na igralskem mestu, bo pač Polzela letos izpadla. S takim odnosom na treningu in v igri klub ne more ostati v prvi ligi. Se pravi, zadnji čas je, da se nekaj spremeni. Upam, da bomo to zmogli finančno. Igralcem in trenerjem in ekipi Triglava čestitam za borbeno igro in zasluženo zmago. Jutri bo predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa bo deloma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno, ponekod bo še pihal jugozahodnik.
Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil. V petek bo pretežno oblačno, na severovzhodu še deloma jasno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob jugozahodnem vetru bo še naprej razmeroma toplo. Hvala, ker ste bili v naši družbi. To so bili dogodki dneva. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.